Dobro jutro, dobrodošli. Dovolite mi, da se najprej v imenu AmCham Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja in Gospodarske zbornice Slovenije zahvalim Zdravniški zbornici in seveda vas pozdravim v imenu Gospodarskega kroga, 17 organizacij, ki skupaj želimo soustvarjati boljše poslovno in življenjsko okolje. To gre za gospodarske in kmetijske organizacije. Danes pa smo se odločili, da naslovimo naš dogodek gospodarstveniki, gospodarstvenice, zdravnice, zdravniki skupaj za javno zdravstvo, za ohranitev in razvoj le-tega v Sloveniji. Ključna sporočila zagotovo so, da je potrebno odpreti dialog. Brez tega, da bo dialog o tem, kako se financirati, kako voditi, kako organizirati, postati bolj učinkovit in da bo to dialog s ključnimi deležniki, v gospodarstvu vemo, da ni nobene spremembe. In ne le, da ni spremembe, kaj šele konkretne reforme. Zato resnično upamo, da bo odprt dialog tisto, kar bo zaznamovalo naslednje obdobje in zakaj gospodarstvenike skrbi. Seveda zato, ker smo tudi sami pogosto del tega, da potrebujemo zdravstvo, ker vemo, da naše ekipe, naši timi so tisti, naše družine in nenazadnje se zavedamo, da brez delujočega zdravstva ni družbe, ni razvojno naravnane družbe, pa tudi ne države kot take. Zato iskreno upam, da bomo v današnjem pogovoru slišali to, kar si želimo in to je, kako iskati rešitve. To, da se omejuje, prepoveduje in na nek način dela svet, kjer je težje priti do storitev, kjer ne bomo osrediščeni okoli pacienta, je seveda največja napaka, ki jo lahko naredimo. Zato me resnično zanima naši gostje, strokovnjaki, zagotovo bodo lahko povedali marsikaj, tudi vas bomo povprašali za kakšno vprašanje, ampak če more biti samo eno sporočilo, bo to, da brez dialoga ne bo rešitev. Hvala lepa. Hvala, Ajša. Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja AmCham, ki jo sestavlja več kot 60 članov, predstavnikov slovenskih in mednarodnih podjetij, se od leta 2015 preko dokumenta o stališčih aktivno vključuje v javni dialog. In kakšna so naša stališča? Podpiramo javno zdravstvo, ne glede na to, ali ga izvajajo strokovnjaki v državni ali v koncesionarni ambulanti. Podpiramo avtonomno vodenje bolnišnic, uvajanje pravno-organizacijskih sprememb, ki omogočajo uvajanje digitalizacije, korporativnega upravljanja, sodobnega vodenja zaposlenih v bolnišnicah, ki je transparentno, z odgovornostjo in z jasnimi pooblastili. Vemo, da so naša stališča in konkretne rešitve preverjene in vemo, da so aktualne, saj v javno diskusijo prinašamo pogled slovenske in tuje prakse naših članov. Do sedaj smo izpeljali več kot 20 javnih dogodkov, predstavitev in diskusij, v katerih smo vselej želeli kazati, pokazati in govoriti o rešitvah. Včasih ne gre, včasih pa gre. In tudi danes bo tako. Pravzaprav se bomo danes, bom z mojimi gosti, se posvetila 3 ključnim temam. Prva tema bo seveda novela zakona o zdravstveni dejavnosti, mimo katere ta trenutek ne moremo. Pogovarjali se bomo o področju organizacije in upravljanja v zdravstvu. In tretja točka bo pa točka, ki jo je že napovedala Ajša, to je o javnem dialogu, ki ga spremljamo. Saj smo prepričani, da je voditi intenziven in konstruktiven dialog s posvetovanjem nujna sposobnost in dolžnost vsakega odločevalca, ki v imenu pacientov vstopa v javni diskurs na področju javnega zdravstva. Torej, z mano so profesor dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, dr. Tadej Ostrc, zobozdravnik, specialist protetike, magistrica Urška Lakner,
regionalna direktorica podjetja Pfizer, sopredsedujoča AmCham Komisiji za zdravstvo in kakovost bivanja ter najnovejša funkcija, jo bom kar omenila, podpredsednica upravnega odbora Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb, čestitam tudi za to funkcijo, in seveda gospoda Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije in predsednika Združenja delodajalcev, obrti in podjetnikov Slovenije. Profesor dr. Uroš Ahčan, zdravnik, specialist rekonstrukcije in estetske kirurgije, pa se nam bo pridružil preko video izjave. Torej, začnimo. In začnimo, profesorica Beović, pri vas. Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije je predlog sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti v celoti zavrnila. Saj ne bi bil primeren niti za nadaljnjo obravnavo. Opozarjate ministrstvo na posledice in na prevzemanje odgovornosti za škodljive in slabo premišljene ukrepe. Opozarjate, da novela omejuje zaposlene, namesto da bi zagotavljala optimalno izkoriščenost virov in sredstev, s katerimi javni sistem že razpolaga. Kaj je po vašem mnenju najbolj kritično? Hvala za besedo. Najprej bi se rada seveda iskreno zahvalila soorganizatorjem za pobudo za današnje srečanje. Jaz to pobudo razumem kot prispevek razmišljujočih in ustvarjalnih ljudi v državi k temu, da bi zdravstvo uredili na tak način, da bi predvsem ohranili robustno javno zdravstvo in seveda bili v skladu z razvojem na področju zdravstva, tako tehnološkem kot tem, ki ga prinaša spremenjena patologija in spremenjena demografija. Pri odgovoru na vaše vprašanje bi mogoče začela z upravljanjem in vodenjem. Pričakovali smo, da bo novela prinesla novosti na tem področju, ki jih tudi zdravniki in zdravniška zbornica predlagamo kot bistvene za spremembo in izboljšanje slovenskega zdravstva, pa se to seveda ni zgodilo. Mogoče bi se o tej temi pogovorili malo bolj podrobno kasneje. Se to je ravno področje, kjer bi potrebovali največ vaše pomoči. Glede ostalega dela novele pa bi vam situacijo mogoče ilustrirala z nekaj primeri, z nekaj situacijami, ki se bodo zgodile, če bo zakon sprejet v takem okviru. V prvi vrsti gre za to, o čemer bo gotovo govoril tudi profesor Ahčan, vrhunske strokovnjake s področji, ki so v delu svojega dela tipično zasebne, torej storitve, ki se izvajajo v zasebni dejavnosti, ki so na področju recimo estetike in podobno. Te dejavnosti so v bistvu v tržnem delu zdravstva vse povsod po svetu. Pri nas smo ohranili v bistvu možnost, da zdravniki, ki delajo v tem tržnem segmentu in so vrhunski strokovnjaki za recimo področje maksilofacialne kirurgije, dermatologije, plastične kirurgije in tako naprej, obenem delajo tudi, lahko rečem, terciarno dejavnost, torej zelo, zelo zahtevne primere obravnavajo v javnem sistemu, ker to je pa patologija, ki sodi v javni zdravstveni sistem in mora biti financirana z njih solidarnostno zbranih javnih sredstev. To po noveli zakona ne bi bilo več mogoče, kar pomeni pravzaprav propad nekaterih specialnosti. To je ena dimenzija. Druga dimenzija so okolja. Nedavno smo bili v Pomurski regiji kot zbornični obisk, se pogovarjali s člani, z direktorji različnih zdravstvenih ustanov.
številni zdravstveni domovi, torej javne inštitucije, so organizirale, približale specialistično ambulantno dejavnost svojim državljanom, prebivalcem, na ta način, da pri njih delajo specialisti iz bolnišnice. Spet gre za dvoje. Na eni strani za specialista, ki dela na različne načine in ga to strokovno bogati, po drugi strani pa seveda to omogoča nek njegov dodatni zaslužek, zaradi katerega je še posebej motiviran, da ostane zaposlen v tej bolnišnici, ker mu je omogočeno še to dodatno delo. V zdravstvenem domu, ki je kupilo opremo. Ki je tako, če še nadaljujem, tako, ker smo o tem že govorili, tudi v medijih, namreč ti zdravstveni domovi so zdaj v stiski, ker so izgradili prostore, opremili ustrezno ambulante in seveda v tem svojem, tukaj je bilo tudi sodelovanje občin, lokalne skupnosti so se organizirale, da nudijo tam res dobro zdravstvo, tako da imamo spet to dobro kombinacijo med nekim dodatnim zaslužkom tega zdravnika, po drugi strani se ga pa tudi strokovno bogati, seveda ne, v prvi vrsti pa imajo bolniki dostop do. Potem je tretja dimenzija, so res samoplačniške ambulante, recimo vrhunskih strokovnjakov, h katerim bi se posamezni bolniki šli radi posvetovati zaradi svojih resnih zdravstvenih težav. Če bo to sedaj prepovedano, da bi imeli vrhunski strokovnjaki, številni profesori iz kliničnega centra tako delajo, da imajo mogoče enkrat na teden, enkrat čez 14 dni neko tako samoplačniško ambulanto, kamor pridejo ljudje se posvetovati po neko drugo mnenje, skratka. V tem primeru, če bo to prepovedano, bodo lahko naši prebivalci, bolniki hodili samo še v druge države po take nasvete. Seveda, predlagatelj govori o tem, da bo možno delati v lastni ustanovi po podjemni pogodbi, ki je vprašanje, če bo lahko kot taka zakonita, ker bo oproščena določenih davkov, ampak seveda ta podjemna pogodba bo imela na eni strani svoj maksimum, na drugi strani bo pa ta davčna olajšava namenjena ustanovi. Ministrstvo sicer pravi, ne, seveda, saj to bo dobil ta posameznik, ampak zaenkrat to v zakonu ni napisano. Če omenim recimo še področje, torej skupino univerzitetnih učiteljev, ki delamo, jaz trenutno sicer ne več, ker imam posebno zaposlitev, ampak moji kolegi in tudi jaz v preteklosti, recimo 80% ali pa manj v kliničnem centru oziroma v svojem osnovnem delodajalcu, ki je zdravstvo. Po tem zakonu bi pravzaprav, če bi želela delati karkoli drugega, morala zaprositi, torej bi mi moral delodajalec ponuditi najprej teh dodatnih 20%. Po črki novele zakona je to tako. Čeprav seveda spet predlagatelj razlaga, da to pa bo neka izjema in podobno, ampak zaenkrat to ni napisano. Mogoče dovolj za ilustracijo, skratka, marsikaj se v bistvu zmanjša, novela ne povečuje števila zdravstvenih storitev, nasprotno ne povečuje dostopnosti, tudi ne povečuje nekega fleksibilnega načina zaposlovanja, ki bi omogočilo, da sorazmerno majhno število zdravnikov v državi vendarle opravi dovolj storitev. Ja, pa ta novela tudi v bistvu, kot ste povedali, ne omogoča fleksibilnosti pri zaposlovanju. Nekateri zdravniki so tudi raziskovalci, tudi profesori in opravljajo klinične študije. Ta novela jim bo onemogočila tudi strokovno delo, raziskovalno delo. Tako se razume. Ja, tako se razume, torej predlagatelj govori, da tukaj ne gre za zdravstveno dejavnost in če delate dodatno nekaj, kar ni zdravstvena dejavnost, potem bi bilo to možno. Ampak ni pa jasno pri teh delnih zaposlitvah. Tukaj pa take vrste delo ni omenjeno kot izjema. Možno bo sicer 120% zaposlitev pri lastnem delodajalcu v določenih primerih, kjer bodo viri na razpolago, recimo neko
raziskovalna sredstva, ampak seveda je ta delež zaposlitve pravzaprav precej manjši in bolj ozko omejen od tega, kar je recimo pred časom kot rešitev tega problema financiranja izvajalcev kliničnih raziskav predlagal Onkološki inštitut. Gospa Lakner, glede na vaše analize in izkušnje z regulatornim okoljem, vodite 8 držav v regiji, imate izkušnje pri tudi implementaciji različnih ukrepov drugih regulatorjev. Kako vi ocenjujete, kakšne so posledice predlagane novele za implementacijo inovacij v zdravstvu? Zdravniki bodo omejeni, sistem bo po mnenju ministrice zanihal, kaj pa implementacija inovacij? Hvala za vprašanje in hvala tudi za res ta panel, kjer smo združeni iz tako različnih področji tega našega skupnega interesa za čim bolj kakovostno in sodobno zdravstvo v Sloveniji. Torej, novela seveda neposredno ne definira nič oziroma ne spreminja nekaj področja, z katerega jaz prihajam, to je zagotavljanje inovativnih zdravil v Sloveniji, dostopnosti inovativnih zdravil v Sloveniji. Neposredno se tega ne dotika. Seveda pa tako na nek način nesoglasje, slišali smo kar nekaj takih konkretnih predlogov, kar kot državljanka, kot morebitna pacientka, kot seveda tudi vodja te skupine za kakovost, za dostopnost in za zdravstvene komisije pri Emčemu, vidim predvsem težavo v tem, da se ta novela ne dotika tistega, kar imamo trenutno najbolj pereč problem v državi, in to je dostopnost do zdravnikov. Zato seveda se potegne potem pri vsem tem zraven, če bo po trenutnem, kot smo slišali obrazložitev, bo dostopnost samo še slabša. Pri tem, da bo to slabša, pomeni, da so dostopnost inovacij, dostopnost pa ne govorim samo zdaj o dostopnosti inovativnih zdravil, tudi inovativnih diagnostičnih postopkov, terapevtskih drugih postopkov, ki seveda bi morali biti cilj vsakega upravljalca v državi, da je čim prej, čim lažje, čim hitreje dostopno od osnovnih, se pravi, diagnostičnih postopkov, terapevtskih pristopov in zdravljenja, se je to na koncu koncev tisto, kar bi si morali vsi, sploh pa vodstvo države, želeti. Čim hitrejša obravnava bolnika, ki se čim hitreje vrne v svoje delovno okolje in domače okolje. Z tega stališča pri tej noveli, tako kot pri nekaterih drugih zakonskih predlogih, ki smo jih tekom recimo zadnjega leta, 2 poslušali, ne zasledim, ali pa mi skupaj, ko analiziramo, ne zasledimo, da bi bil res bolnik v centru pozornosti. Ne gledamo tukaj, zdaj poskušamo omejevati dostopnost oziroma delovanje zdravnikov na različnih nivojih. Če se to na tako, kot je trenutno predlagano, res predstavi in uvede, smo vsi danes že prepričani, da bo to zelo, zelo poslabšalo zdravstveno dostopnost, bo zelo poslabšalo učinkovito obravnavo bolnika in seveda s tem tudi vse možne inovacije. Tisto, kar bi morali imeti v fokusu, je primarno z našega stališča dvogovor. Se pravi, pogovor širših skupin, vseh deležnikov, ki pravzaprav v tem zdravstvenem sistemu delujemo, tako da konkretno pri tej noveli primarno zdravniki, prav tako pravzaprav sestrami, ki so del tega, ki se ne morejo izločati iz celotne obravnave bolnika, se pravi, še vedno z bolnikom v centru, in prav tako potem z ostalimi deležniki, ki sodelujemo v dobri zdravstveni oskrbi, ker tako parcialno dogovarjanje ne prinaša rešitev. In večkrat videno, seveda, ja, omenila si Jadranka, imam pregled seveda iz drugih držav, prav tako, jaz vodim 8 držav sicer po tem našem Balkanu, dost seveda tudi drugih pregledov po Evropski uniji. Veliko je sistemov dobrih prakse, ki jih lahko vidimo, in v glavnem seveda monopolni sistem nikjer ni dober. In država se je večkrat izkazala kot ne najboljši upravljalec, tako da tudi to, kar je bilo že omenjeno, dobro upravljanje, vodenje, dovolitev, da lahko
strokovnjaki, ki so vrhunski strokovnjaki, ki pa nam jih seveda v državi primanjkuje, mi se tega tudi zavemo, mi nismo zelo razkošni in imamo neskončno število zdravnikov in medicinskih sester, da so pripravljeni delati še nekaj v svojem popoldanskem času pri nekem drugem delodajalcu, ne bi smelo biti sporno, mora biti kontrolirano in upravljano in vodeno, to se absolutno strinjamo, ampak omejevanje tega brez dogovora z zdravniki, zdravniško zbornico, videti najboljši možen model, da bomo najlažje in najboljše dobro obravnavali naše bolnike, da sploh ne govorimo o neskončnih čakalnih vrstah, ne, ki pa so seveda tudi pereč problem in ga ta novela popolnoma nič ne rešuje, pač pa ga bo močno poslabšala. Ja, k problemu čakalnih vrst se vrnemo v naslednjem krogu. Rada bi zdaj prosila dr. Osterca za mnenje. V vaši prejšnji funkciji ste bili državni sekretar. Pred kratkim ste na Ministrstvu za zdravje, kandidirali ste za direktorja ZZZS, hkrati pa vsak dan kot zdravnik delate v javnem zdravstvu. Kako vi iz te širše perspektive vidite to novelo, ali pa ja, iz tega, če vas ne govorim ne samo kot zdravnika, ampak tudi kot bivšega in funkcionarja. In zakaj menite, da vlada oziroma ministrstvo stroki, deležnikom, nam, javno diskusijo, ki so sedaj tako proti, ni ponudila nobene analize potencialnih učinkov. Namreč dobra analiza potencialnih učinkov, en po domače risk assessment, ne, ki ga poznamo vsi v vsaki majhni ali pa malo večji firmi, bi marsikoga umirila pa vzpostavila argumentacijo. Tako pa, kot sem poslušala, pa zdaj spremljala diskusijo, prinašajo podatke v javno diskusijo zgolj Zdravniška zbornica, potem Združenje zdravstvenih domov, ministrstvo ne razpolaga z nobeno argumentirano debato. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, najlepša hvala, najprej lep pozdrav vsem udeleženkam in udeležencem tega panela, se zahvaljujem za povabilo. Na začetku so mi rekli, moram dati disclosure, da govorim v lastnem imenu, ne pa v imenu inštitucij, kjer sem zaposlen, se pravi medicinske fakultete in pa Univerzitetnega kliničnega centra. Ja, bom rekel, kar veliko obsežno skrinjico smo odprli. Zdaj, tisti, ki so se kadarkoli v preteklosti ukvarjali z zdravstveno zakonodajo, vejo, da je ta obsežna, da obsega, bom rekel, vsaj 3 temeljne zakone, se pravi zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju in pa zakon o zdravniški službi. In danes se pogovarjamo samo o enem majhnem delčku. Tisti, ki poznajo zakonodajo, vejo, da je današnja zakonodaja, tako kot je napisana, se v veliko zakonskih ali pa podzakonskih, bom rekel, nekih aktih v resnici sploh ne izvaja. Tako da imamo neke možnosti že v okviru obstoječe zakonodaje, seveda pa se vsi želimo in stremimo k spremembam. Tako da jaz mislim, da pri spreminjanju takih temeljnih postulatov, recimo zdravstva, bi mogli praviti najprej dobro analizo trenutne obstoječe zakonodaje in potem sistemsko spreminjati zakone, ne pa tako kot zdaj mogoče se nakazuje nekako parcialno, ampak novela je bila dana v javno razpravo, tako da jo pač moramo pokomentirati, pa bom jaz začel, bom rekel, pri mogoče bolj pozitivnem pogledu, da ne bomo samo negativnih, ima nekaj, bom rekel, pozitivnih nastavkov. Eno je recimo uvajanje termina zdravstvenih regij. Ja, to je res. To je recimo ena stvar, ki v bistvu je bila še v našem mandatu pripeljana precej daleč v samem konceptu, ampak samo z uvedbo termina ali pa uveljavitvijo nekih regij, brez tega, da te regije opolnomočimo ali pa da damo neke jasne pristojnosti in kompetence, pa tudi vodenje teh regij, bom rekel, ne naredimo nič. Potem veliko se ta zakon ukvarja z terminom koncesionarstva. Najprej, če povemo, da za tiste, ki mogoče ne vejo, iz trenutne zdravstvene blagajne, se pravi iz ZZZS-ja, gre samo 15% za koncesionarsko dejavnost v deležu sredstev, ostalih 85% gre za javne zavode. Ampak, če rečemo, da hočemo nekako poenotiti merila, je to vse v redu, ampak tako kot se zdaj nakazuje,
spet z neko regulativo, da se mora razmejiti tržna dejavnost od te koncesionarske, recimo primer zobozdravstva. Vsi veste, da pač nekatere storitve pač zahtevajo doplačilo. In zdaj, če je neka storitev že v nekem svojstvu delno tržna, delno pa pravica, kako bomo zdaj to naprimer ločevali. No? In zdaj pa pridemo k temu najbolj perečemu, kar najbolj odmeva, je pa ta prepoved dualnega dela. Jaz si upam trditi, pa to profesor Bejovićeva ve, da je verjetno oblik zaposlitev v zdravstvu vsaj pol toliko, kot nas je zaposlenih v zdravstvu. Se pravi, nekateri so zaposleni, jaz sem recimo 35% zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru, nekateri so 20%, nekateri so 80%, nekateri so 120 zaposleni. Tako da uvajati neke, bom rekel, reze ali pa nek sistemski regulatorni okvir, zato se mi zdi ne samo nemogoče, ampak mislim, da na ta način ne bomo rešili nič. V zobozdravstvu recimo, če jaz pogledam, kako to pri nas poteka, je zadeva in delo precej dobro normirano, lahko temu rečemo tako, če smo že v gospodarskem krogu. Normo ti nekako določa število točk strani ZZZS-ja in jaz mislim, pač moje mnenje je, kad ti v svojem rednem delovnem času, v svoje redne delovne obvezi to normo izpolniš, je absolutno na strani delodajalca in delavca, da se dogovorita konsenzualno, kako bo potekalo delo preko njegovega delovnega časa. V gospodarstvu poznate konkurenčne klauzule, tudi tukaj so zdaj že uvedene, tako da jaz mislim, da regulatorno imamo postavljene vse okvirje, ki jih potrebujemo za to, da zadeve speljemo, kar je pa res mogoče, kar pa pogrešamo, in to mogoče naslavljajo tudi nekateri drugi zakoni, pa bomo pol pri vodenju mogoče to naslavljali. Mi danes v bistvu se ne pogovarjamo o tem, da bi vodstva opolnomočili, da bi lahko to, kar v bistvu zdaj že imajo na papirju, dejansko lahko udejanjili v praksi. In mislim, da na ta način bi se dalo ta voz res potegniti naprej. Drugi del vprašanja je bila analiza. Ja. To bom pa rekel, da je kar eno tako moje osebno področje. Podatki v zdravstvu obstajajo, ampak so trenutno zelo, zelo razpršeni med različnimi deležniki. Največ podatkov ima Zavod za zdravstveno zavarovanje, veliko podatkov ima Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravniška zbornica po svoji plati. Ministrstvo za zdravje, bom rekel, je v tem segmentu v bistvu najbolj siromašno na področju podatkov. To se čuti v javni razpravi. Na ta način v bistvu težko delaš analize, kaj šele pa predikcije. In jaz mislim, da to, kar smo govorili ali pa kar se govori že dolgo časa, moramo zaključiti informatizacijo zdravstva, začeti z tisto pravo digitalizacijo. Mi imamo nekaj dobrih parcialnih rešitev v smislu digitalizacije, ampak vse to skupaj moramo povezati v nek, rečemo temu, digitalno zdravstveno vesolje, zato da bodo imeli pacienti svoje podatke zbrane na enem mestu, da bodo izvajalci lahko dostopali kjerkoli do teh podatkov, ko nas bodo zdravili, in konec koncev, da bodo te seveda anonimizirani podatki prišli do katerega koli od odločevalcev, da bo lahko imel podlage za analize, za načrtovanje, ker jaz si praktično ne predstavljam, kako načrtovati mrežo, o kateri tudi zakon govori, brez jasnih podatkov, pa če se po gospodarsko izrazim, potrebe in povpraševanja. Ja, hvala. V bistvu včeraj sem poslušala ministrico na Studiu ob 17, kjer je povedala, da veliko podatkov nimajo. In ko jo je novinarka eksplicitno vprašala, zakaj niso pripravili analize, nekih argumentov ni bilo, ampak mi res pogrešamo eno analizo, ker na ta način bi bila tudi diskusija bistveno bolj umirjena, bistveno manj vroča in ne morem mimo dejstva, da tudi ko je vlada ukinjala dopolnilno zavarovanje in uvajala uredbo, ki jo je spet stroka opozarjala, da ne gre za dobro rešitev, je v bistvu spet ni bilo
je ponovila vajo, ni bilo nobenega risk assessmenta in rezultati niso bili pozitivni. Preden, gospod Lotrič, da bi vam dala besedo, ker bi vas rada vprašala nekaj v zvezi s tem dialogom, javnim dialogom, bi pa dala besedo še profesor Ahčanu. Bi prosila za kratek posnetek, z njim smo posneli kratek pogovor prav na temo te novele, zato da zaključimo ta sklop. Bolj kot regulacija bi lahko bilo vprašanje omejitev, vedno pa se moramo vprašati, kaj je cilj. In cilj danes, ko vemo, da so zelo dolge čakalne vrste in ljudje čakajo tudi z zelo resnimi boleznimi v bolečinah in v dolgem bolniškem staležu, je samo eden in to je več kakovostnih storitev. In kako zagotoviti več kakovostnih storitev z več izvajalci, ki so pripravljeni delati več, se pravi potrebno je odpreti več vrat, kjerkoli že v zasebnem sektorju ali javnem sektorju in omogočiti, da ljudje, ki potrebujejo pomoč, to pomoč čim prej dobijo in da je ta pomoč čim bolj kakovostna. In govoriti o konkurenčni prepovedi v primeru bolnih ljudi je zame moralno-etično sporno. Konkurenčna prepoved pomeni prepoved in to pomeni prepoved zdravljenja ljudi. In nihče v sodobni, moderni, napredni družbi si ne želi, da bi ljudje čakali v vrstah v bolečinah, bolniškem staležu ali imeli celo rakavo bolezen zaradi omejitev in prepovedi dela v prostem času. Najprej je potrebno narediti dobro analizo, kje smo, in se usmeriti v razvoj stroke, v nove metode, zagotoviti čim boljše kadre, ki bodo ostali in bili pripravljeni delati tudi najtežje, najkompleksnejše zdravstvene probleme z mikrokirurško tehniko. Povsod po svetu je zelo velik problem bega mladih estetskih in rekonstruktivnih kirurgov v privatne sfere, kjer se ukvarjajo z bolj enostavno estetsko kirurgijo in imajo bolj lagodno življenje in si ga pač vsak po trdem delu tudi zasluži. V Ljubljani smo uspeli zadržati skoraj vse mlade, ki imajo izzive prav v rekonstruktivni kirurgiji, s svojim zgledom, na to smo tudi starejši kolegi zelo ponosni. In nov zakon, ki bo dajal neke usmeritve, da se boš mogel odločiti ali tu ali tam, je zelo slaba popotnica k razvoju stroke, ravno obratno. Analize so pokazale, da bo veliko plastičnih kirurgov odšlo, ne zgolj v kliničnem centru, pač pa po podatkih 5 od 9 v Mariboru, 3 od 3 v Novem mestu, že sedaj so samo 3 od 5 v Celju in še te napovedujejo odhode. Skratka, vsak tak odhod se pa pozna, zlasti za zagotavljanje dežurne službe, kar pomeni 24 ur na dan biti v pripravljenosti in v dežurstvu in oskrbeti najtežje poškodovance. Tukaj govorimo o replantacijah in mikrokirurških tehnikah, govorimo o hudih opeklinah, hudih poškodbah rok, da ne govorimo o vseh rekonstruktivnih posegih pri malignih boleznih. In že danes lahko pokažem izpred prejšnjega tedna delo kirurga v dežurstvu, mladega kirurga. Dežurstvo je sprejel ob 3. uri in končal z operativnimi posegi naslednji dan ob 1. uri. Dobil je 3 hude poškodbe roke iz cele Slovenije, tudi 3-letno deklico iz Brežic, mimo Celja, mimo Maribora, ker tam že ne morejo zagotavljati take oskrbe 24 ur na dan, kar pomeni, da vsi ti odhodi bodo porušili plastično kirurgijo. Če želimo dobro našim bolnikom, je potrebno sodelovanje, potrebni so iskreni, dobri odnosi, ker vsi vemo, da so odnosi dvosmerna pot in tukaj nisem opazil še nekega dialoga. Verjamem pa, zlasti v predsednika vlade, da je dovolj moder, zrel gospod in da zna oceniti situacijo in da bo pred kakršnimi koli spremembami tudi naredil ustrezno analizo posledic in se šele potem odločal,
kakšne bodo te spremembe zakonodaje. Kajti v nasprotnem primeru lahko pričakujemo nepopravljive uničenje zdravstvenega sistema, saj na določenih segmentih. Kot ste lepo povedala, medicina je kot vrhunski šport, timski šport, multidisciplinarnost je nujno potrebna pri sodobni medicini, se pravi, da se več različnih specialnostih okoli bolnika zbere in mu nudi najboljšo oskrbo, ne samo po noči, ko pride politraumatiziran, se pravi poškodovanec z večorganskimi sistemami, poškodbami na več organskih sistemov, ampak tudi, ko govorimo o rekonstrukcijah. Mi odlično sodelujemo z kolegi onkologi, oni odstranijo tumor, mi napravimo rekonstrukcijo s pomočjo mikroskopa, povrnemo funkcijo in estetski videz. Če nekdo v verigi zmanjka, te verige več ni in bolnik ne dobi več oskrbe. In zanašati se na to, da bomo vozili bolnike v tujino, je moje vprašanje, kam sredi noči, koliko bo to stalo, ali bomo plačali tudi v tujini samo 16 € na uro, kot plačamo pri nas, in kdo bo na voljo za to, ne? Se pravi, nekdo pride z poškodbami več organskih sistemov, ga bo v prihodnje oskrbel abdominalni kirurg, neurokirurg, potem bo šel pa za maksilofacialnega kirurga na Brno mogoče, kjer imamo pogodbo, za plastično kirurgijo v Rim. Se pravi, to so neke zmotna ali pa lažna prepričanja, ki mirijo ljudi, v resnici pa bo ob sprejemu tega zakona v taki obliki, kot je, se bistveno poslabšalo za naše paciente, žal. In še, če govorimo, še mogoče ena tema je tudi zanimiva, ko se govorim tudi, ker je pač ta sestanek skupaj z gospodarstveniki. Eno je, da moramo v Sloveniji čim prej realne cene določiti storitev in ne več govoriti o podplačanih programih. Kaj so podplačani programi? Nekaj, kar stroški sploh v celoti niso plačani, je plačano 80%, kot se zdaj pogovarjamo o belih zalivkah, saj plačamo 80%. Če pošljemo pacienta v tujino, tudi ne plačamo samo 80%. Ko gremo mimo blagajne v Mercatorju, tudi ne rečemo 80% ali pa 70%, koliko smo se danes odločili. Skratka, najprej treba določiti realne cene, kar je povsod v zahodnem svetu to povsem normalno. Imajo kodne zapise, poskenirajo točno material, število udeležencev v samem procesu zdravljenja, čas zdravljenja, katere aparature so bile vključene in vse ostalo. Pri nas se pa stalno sprenevedamo in realnih cen sploh ne poznamo, zato tudi govorjenje o izgubah in dobičkih je, milo rečeno, smešno. Govorim za javne ustanove. Dobro. Gospod Lotrič, ste predsednik Državnega sveta, ki ga državljani razumemo kot prostor širine in dialoga. In to v vašem mandatu Državni svet zagotovo je. In me zanima vaše mnenje, kako ocenjujete situacijo, da v to javno razpravo, ki je blizu vrelišča, pride dokument zakonodajalca, ki mu nasprotujejo praktično vsi. In ki se izkaže, da je pravzaprav napisan tako sporno, da dialog okrog njega pravzaprav niti ni možno vzpostaviti. Me zanima vaše mnenje na to temo. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj v imenu dejansko Državnega sveta, namenoma drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, seveda tudi v svojem imenu in v imenu ZDOPS-a. Zakaj omenjam to civilno družbo in hvala lepa MČM-u, hvala lepa Gospodarski zbornici Slovenije in vsem tistim, ki ste danes zmogli toliko energije, da to civilno družbo postavimo na visoko mesto v temu diskurzu, kar se tiče zdravstva. Lahko povem, da v tem 7. mandatu, ki bo decembra praznoval že drugo leto, pravzaprav ugotavljam lahko, da je to modus operandi, s katerim se srečujemo. Popolna odsotnost stroke na eni strani, se pravi, tukaj imam predvsem v mislih fakultete, se pravi tiste, ki neposredno podpirajo določeno stroko, tukaj govorimo seveda o medicinski. Potem so pa še vzporedne druge veje znanosti, ki so absolutno potrebne za izvedbo ali pa kakršnokoli spremembo nekega sistema, podsistema v družbi. Potem so naslednja javnost, so zbornice
so vsa tista strokovna javnost, ki so neposredno vključeni v delo. In kot tretja je pa potem laična javnost, ki lahko svojimi, bom rekel, izkušnjami neposredno potem dajejo neke usmeritve strokovnjakom, kako se zadevo lahko pripravi. Lahko rečem, da v tem mandatu smo, mislim, da je bilo 15 do zdaj izglasovanih vetov na zakone. Vložili smo 8 ustavnih zahtev za ustavno presojo, kar že samo po sebi kaže, bom rekel, na neustrezno pripravljenost zakonov za obravnavo. Če dovolite, pa ne bi delal usporednice v zakonu, ampak poglejte, zakon o varstvu živali. Popolnoma enako se je zgodilo. Absolutno, veterinarska fakulteta je bila potisnjena stran od odločanja. Uspeli smo se večkrat v državnem svetu in na fakulteti usesti za mizo, spisati predloge, jih posredovati odločevalcem, pa se ni zgodilo popolnoma nič. Kmetijsko-gozdarska zbornica je z vsemi svojim sindikat kmetov in vsi tisti deležniki in potem še kmetje na razpravah so poudarjali, kaj se bo zgodilo. Nič od tega zgodilo se je in vsi vemo, kako so odpeljali te mažgonove krave. Poglejte, in tukaj se potem vprašamo, zakaj pravzaprav obstajamo vsi, zakaj obstaja stroka v Sloveniji. In mene to res ne da me samo skrbi, zaradi tega, ker smo vsakodnevno izpostavljeni temu in poglejte, en velik mehanizem državni svet ima v posvetih. To je posvet na različne teme. Na področju zdravstva smo samo v 2 letih naredili, mislim, da 6 ali 7 posvetov, pa naj si gre to za zagotavljanje, se pravi, zdravil v lekarnah, pa naj si gre za sisteme, zdravstvene sisteme, potem posveti na temo različnih dolgotrajne oskrbe, skratka vse, kar je povezano z zakoni oziroma z zdravstvom. Kar je čar tega je, da vedno nastanejo neki zaključki in ti zaključki, po eni strani seveda so odločevalci ministrstva vabljeni na naše razprave, ampak kolikor ne uspejo priti, če mi lepo rečem, potem te zaključke oni dobijo potrjene preko plenarnega zasedanja državnega sveta kot stališče državnega sveta, ki jih povzamemo. Torej, reči, da ne razpolagajo z zadostnimi podatki, to pač ne drži. Vsi ti podatki so zbrani, večkrat verjetno mnogi izmed vas ste sodelovali v kakšni taki okrogli mizi in jaz si sam to želim in predstavljam, med nami lahko tudi pozdravim državnega svetnika, predsednika Komisije za gospodarstvo, kolega Mitja Gorenščka, ki sicer iz svojega področja vodi komisijo in delo na področju gospodarstva. Ampak tukaj si pa želim, da ko bo zakon prišel v državni svet, da bo komisija za zdravstvo ga odprla, povabila ključne deležnike, da še enkrat opozorimo potem preko komisije odbor državnega zbora in pa poslance, med katerimi lahko lepo pozdravim kolega Logarja, da potem to premislijo in še enkrat dajo, bom rekel, tisto čist človeško plat odločanja, a zdaj lahko mi kot, bom rekel, odločevalci tukaj pripomoremo. Torej, ne bi komentiral samega zakona o zdravstveni dejavnosti, pa vendarle, ker pač prihajam tukaj iz Gorenjske, se pa vprašam, pa me prosim popravite, če narobe razmišljam, ampak kdo bo zdaj recimo v Planici nudil prvo pomoč ob skokih? Ne vem, mislim, jaz se to samo vprašam, ker resnično in tega nisem, a veste, vem, ko smo organizirali v mlajših letih določena prvenstva, že tako je bilo težko dobiti ljudi, seveda dogodki so v sobotih, v nedeljah, in kako zdaj iz domačega okolja dobiti strokovnjake, zdaj pa še zakonsko prepovemo. To se mi zdi, da je, se upravičujem, ampak meni se vse skupaj zdi, da je to kot zakon o štempljanju.
Tako da, ne vem, a ste se štempljali danes zjutraj? Ok, v redu. No, ampak če pa grem nazaj na delo državnega sveta, imamo pa še eno bolečino. Jaz iskreno vidim stisko županov. Poglejte, v državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih skupnosti. Pač vsak pokriva tam nekje med 10-15 občin in te ljudje so zadolženi za primarni nivo zdravstva. Pa kaj naj to oni naredijo? Pravzaprav dan in noč razmišljajo, kako sosednjemu županu, županji vzeti zdravnika. To je, toliko daleč smo prišli, da enostavno za zaščito, za politične točke smo pripravljeni zdaj izgleda že vse narediti. Ampak zdaj, kdo je tukaj kriv? Vse vemo, pred kamerami opravičevanje ministra županu, v drugem primeru je vsega župan kriv. Skratka, mislim, da nimamo ene prave smeri in jaz vem, da so težave. Razumem, ampak te težave mi zdaj avtomatsko sprejemanjem nekih, ne vem, neke svete vojne, zdaj želimo onemogočiti delo še tistim ljudem, ki so pripravljeni delati. A veste, pa dajte zdravniki oziroma to povedati na tak način, da ne vem, 170 evrov za celonočno operacijo neke roke, če samo tako rečem, ki mu je raznesla petarda. Mislim, to je podcenjujoče za človeka, ne zaradi denarja. Če bi on zaradi denarja tam delal celo noč, potem to ne bi delal. In če se mi postavimo samo v svoj položaj, kako smo katerokoli dejavnost delali in verjamem, da dajmo to, mislim, eno močno sporočilo, da nismo proti spremembam. Tako kot ste gospod Ospredec rekel, meni to pa res zaigra srce, ko slišim, da je nekaj regija. Mislim, tukaj noter pa rdeča nit dela državnega sveta je pač ustanovitev regije. In več kot temu namenjam pozornosti, več kot temu dejansko se pogovarjamo, vidimo, da je v regiji rešitev. Mi zagovarjamo regije iz naslova nalog, ki se prenašajo. Poznamo osnovno zdravstvo Gorenjske, poznamo civilno zaščito, gasilce, se pravi tudi na Gorenskem. Pač to mečken bolj poznam svojo regijo, vem, da ni enako v drugih regijah. In zato pač poznam, da vem, da dobro deluje. In te zadeve so potem kot centri za socialno delo, pa na infrastrukturi, če vzamemo recimo zbiranje odpadkov, skrb za vodotoke, vodooskrba, romska problematika. To so vse stvari, ki se veliko lažje rešujejo na regijah. In pravzaprav mislim, da je to en del, pozitiven del te zgodbe, ki jo dajmo naslavljati in pa enkrat v bodoče verjamem, da bo tudi 143. člen Ustave zagledal luč sveta, torej ustanovitev pokrajin, ampak v takem številu, v takem pravzaprav, ampak predvsem se mi zdi veliko bolj kot število pomembno, da zgradimo močno, finančno neodvisne in strokovno postavljene regije, ki bojo lahko našle odgovor tudi recimo na področju tega zdravstva. In kot državni svet v temu delu pa vidim potem kot nek center vseh teh pokrajin, ki bi sprejemal potem zakone za področje delovanja regij. Na ta način mislim, da bi lahko prišla bistveno bolj v ospredje stroka. Stroka pa tudi dejanski problemi pacientov v določeni regiji in povezovanje sekundarnega nivoja z primarnim nivojem v regiji, tako kot ste omenili v Prekmurju včeraj. Hvala za iztočnico. Pojdimo na drugo temo, organizacija in upravljanje zdravstva. Profesorica Bejovič, pripravili ste anketo med zdravniki, vašimi člani, in anketa je pokazala, da bo 16% zdravnikov zapustilo sistem javnega zdravstva v primeru, da se sprejme taka novela, kar je več kot 800, tako sem na hitro zračunala, zdravnikov glede na anketo. To pomeni, da ta novela v resnici nima končnega cilja skrajšanja čakalnih vrst. Ali
In kaj bi bilo potrebno, da bi ta novela naslovila skrajšanje čakalnih vrst? Torej, v noveli pravzaprav ne najdemo prav ničesar, kar bi povečalo dostopnost, skrajšalo čakalne dobe ali na kakršenkoli način izboljšalo obravnavo pacientov. To je povsem izpuščeno, gre pravzaprav za regulacijo dela določene poklicne skupine, se pravi zdravstvenih delavcev v celoti, predvsem, ko smo vendarle večkrat vprašali, kaj so razlogi za začetek reforme na tem koncu. In seveda stališče je, mnenje, potem po razgovorih, najprej je bilo rečeno, da analiz ni nobenih, pa vendarle anomalije, ki so se zgodile v času interventnega zakona prejšnjega ministra, kjer je prišlo zaradi plačevanja po opravljenih storitvah do hipertrofije določenih segmentov in vzporedno tudi zaradi načina financiranja določenih segmentov, ki so pravzaprav to anomalijo povzročili. Ampak odgovori, ki jih ponuja novela, spet niso v povezavi z tem problemom, ki je seveda očiten in bi ga bilo treba urediti. Tako da pri anketi smo seveda kolege vprašali, kaj je tisto, kar bi bilo treba izboljšati, in dobrih 70% jih je menilo, da je treba v bistvu vodenje zdravstva depolitizirati. Da vidijo svoje direktorje kot preveč politično nastavljene osebe. Moram reči, da me je to kar do neke mere presenetilo, ampak vendarle gre za pač skupino ljudi, ki razmišljajo vedno tudi izven svojega poklica, v to nas sili pravzaprav sama obravnava pacientov, ki so del družbe. Druga zadeva, takoj zatem pa je skrb za zaposlenega. Tukaj imamo zdravniki, pa tudi drugi zaposleni, pravzaprav občutek, da smo, kot vidite, tudi v družbi, glede na odnose medijev, včasih nekako odveč. In to je občutek, ki se potem prenaša na delo in to se vendarle pozna. Pri vprašanju, ali ste mnenja, da bi izboljšanje upravljanja pomenilo razliko, so bili samo 4% mnenja, da ne. Nekateri niso čisto prepričani, dobrih 80% pa meni, da je to seveda potrebno narediti. Zdaj, kar se tiče dostopnosti, pa v prvi vrsti omenjajo večje število zaposlenih in potem v drugem organizacijo dela. Doktor Ostrc, zakaj menite, da se organizacija dela v zdravstvu ne posodobi, organizira drugače? Prej ste omenili, da določene stvari bi se lahko uredile, bolje organizirale, brez dodatnih velikih posegov. Zakaj do tega ne pride? Včeraj je ministrica na tem pogovoru, kjer je bila prisotna tudi doktorica Beović, povedala, da je zdravnike strah in da se bojimo sprememb. Pa je to res ključen argument v tej boljši organizaciji dela? Ne vem, kje naj začnem. Mislim, strah vsekakor ni prisoten, ker jaz mislim, da zdravnika nikoli ni v svojem delu, pri svojem delu straha, ker to je nekaj, kar nam potem onemogoča strokovno delo. In pač tako, kot je profesor Ahčan povedal, mi vemo jasno, kaj je naše delo, kaj moramo narediti, imamo plan B, plan C, včasih plan D. Tako da organizacija dela je nekaj, kar praktično noben od zdravstvenih zakonov ne naslavlja, ampak naslavlja zakon o zavodih. In danes imamo zakon o zavodih, v katerem so omenjeni zavodi z področja športa, kulture, zdravstva, socialnega dela, pa še drugih segmentov. In če bi hteli to organizacijo res, bom rekel, spremeniti, bi rabili nek verjetno lex specialis za področje organizacije v zdravstvo. Jaz poznam precej ustanov, tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju, ki v bistvu že v sedanjih okvirjih
delujejo, bom rekel, pozitivno, ne samo v smislu finančnega poslovanja, ampak tudi kadrovske problematike. Recimo z mojega, jaz sem drugače iz Prlekije in recimo zdravstveni dom Ljutomer je eden izmed zdravstvenih domov, kjer imajo, zdaj karikiral, presežek družinskih zdravnikov. Zdaj, a je to na Bi se rovaš preselili na sosedu, Gorenjsko. ampak a ne, če ti ustvariš neko pozitivno klimo v delovnem okolju, a ne, lahko v bistvu pa imaš neke skrb za zaposlene, a ne, vodiš nek dialog z njimi, jih bom rekel, ne omejuješ in ponudiš mogoče pikico več, a ne. Moramo se zavedati, da vsi, ki delamo v javnem zdravstvu, jaz mislim, da noben od nas ni tam zaradi plače oziroma zaradi plačila, ne. Jaz se pač pri svojem delu v javnem zdravstvu ukvarjam z stvarmi, ki jih recimo v samoplačniškem ne bi nikoli delal, ne. To so recimo onkološki bolniki, večje rehabilitacije po velikih operacijah, ne vem, shizni pacienti in tako naprej. Zdaj jaz mislim, da na ta način govoriti, da se bojimo sprememb, mislim, da se jih ne, mislim, da se jih želimo. Mi se danes pri svojem delu, jaz čez palce rečem, 1/3 časa ukvarjamo z administrativnimi nalogami, pa ne samo zdravniki, ampak tudi drugi zdravstveni delavci. In to je 1/3 časa, ki bi ga lahko namenili zdravljenju pacientov in bolnikov. Tako da obstajajo rezerve, obstajajo, bom rekel, ampak jih je pač treba narediti in stopiti naprej. In kot še enkrat, v prvi vrsti je treba opolnomočiti vodstva zavodov, da lahko to potem jim dati škarje in platno v roke, ne pa spet dajati nekih uravnilovk, ki jih imamo tako radi v državi, a ne. Zato, ker na ta način ne moremo nagraditi, tako kot v recimo gospodarstvu, najboljših, a ne. Ja. V gospodarstvu pač poznamo merjenje učinkovitosti oziroma produktivnosti dela, to je termin splošno sprejet, brez tega ni nobene organizacije. In tako kot na ministrstvu v resnici potrjujejo, da metodologije za merjenje učinkovitosti in produktivnosti dela v zdravstvu enotne ne obstaja. Trenutno poteka pilotni projekt, skozi katerega merijo učinkovitost, produktivnost, zato ker zdravnik ne dela ne samo zdravi, dela pač tudi ostale stvari in tega trenutno ni, ne. Tako da je tudi težko v bistvu zmeriti, kje zdravnik naredi svoje delo in kje lahko gre potem še dela drugam, ne. Ker pravijo, da določeni zdravniki ne delajo, ne. To v resnici je trditev brez argumenta, ker ni metodologije, kako bi jo zračunali, kako bi to zmerili. Zanima me, gospa Lakner, kje v organizaciji slovenskega zdravstvenega sistema pa vi vidite prostor za izboljšave? Definitivno to, kar se trenutno pogovarjamo, je vodenje in upravljanje. Vodenje in upravljanje je ena zelo resna dejavnost in v smislu razumevanja zdravstva kot pravzaprav enega zelo velikega vsenacionalnega podjetja bi morali gledati na ta način. Ali pa, če hočete, jaz bi rekla, mogoče najpomembnejše družbeno-ekonomske panoge v državi, v katero bi morali absolutno razumeti, da je investicija v zdravstvo, v zdravstveni sistem nekaj, kar bi moral biti primarni cilj vsake vlade, saj gre res skupno dobro in kot smo se prej pogovarjali, pač čim boljša obravnava, čim hitrejša obravnava bolnika ga vrne nazaj v delovno in domače okolje pomeni spet zasuk celotnega, se pravi dobrobita, ki ga da vsak zaposleni, se pravi je zaposlen, dobiva plačo, troši in tako naprej. Torej, upravljanje pomeni z vsemi resursi, ki jih imamo. Tako kot jih v podjetjih naslavljamo, jih je treba tudi v javnih inštitucijah, kar pomeni seveda zelo dobro vodenje procesov, kazalniki kakovosti, ki so seveda vse se da izmeriti in zračunati, se natančno ve, kakšni procesi so, kaj je potrebno, seveda so neka odstopanja, tako kot pri vsakem procesu, tudi vsakem podjetju, ampak neke osnovne baze se da zelo natančno zmeriti, kazalnike kakovosti upeljati, z vsem vse naučiti pravilno uporabo in potem tudi pravilno razporejanje, tudi glede na problematiko,
čisto vsaka patologija v Sloveniji ni po vseh regijah in področjih popolnoma enaka. V veliki večini je, ampak določene stvari se da prilagoditi in se na ta način bolje izkoristi tam dane resurse. Seveda tukaj govorimo o bolnišnicah, o samih ustanovah, o opremi, govorimo o ljudeh, govorimo o vseh zaposlenih, ki so tam, ki seveda, če so dobro delovno okolje in so dobro nekako stimulirani, kar naša zakonodaja trenutno tudi ne dopušča, je ta pripravljenost na delo in sodelovanje veliko večja. Mi imamo polno bolnišnic, ki so v popoldanskih časih prazni v smislu diagnostičnih procesov. Zakaj? Imamo opremo, imamo vrhunske strokovnjake, imamo vse znanje, ki je potrebno, vendar, ker trenutna zakonodaja ne dopušča, gre te zdravniki rajš delati drugam, ker še vedno želijo delati, želijo izpopolnjevati svojo strokovnost in želijo narediti, ne vem, tam, kjer so potrebe večje, prispevati, kar znajo in seveda pri tem tudi dodatno zaslužiti. To se da vse urediti. Se pravi, dober vodja mora razumeti, kako upravljati z vsemi resursi, tudi s človeškimi ali pa še najpomembneje, in na ta način bi pravzaprav zelo veliko lahko stimulirani. V celotnem, bom rekla, se pravi, če pogledamo celo državni proračun, stremimo k temu, da se delež namenjen za zdravstvo tudi povečuje. Nekako evropski cilj je bil, da se bo 10% bruto domačega proizvoda za zdravstvo namenjalo v vsaki državi. Mi malo zaostajamo za tem, pa seveda je odvisno tudi od načina plačevanja, ker trenutno je vse odvisno od, praktično skoraj cel od zaposlenih in to ni najbolje, da ker gospodarstvo ima nihanja, seveda, če je vse odvisno samo od tega, kakšno število zaposlenih je v državi aktivnih, ne, je v vsaki krizi neki lahko to zelo, zelo občutljiva tema. In ta budžet tudi pade, ne, kar ni najbolje, to je druga strateška. Manjka nam neka strateška vizija. V naši komisiji že več let poudarjamo tudi recimo neko specifiko regionalno urejanje bolnišnic, konkretno. Vsaka bolnišnica z vso patologijo, kot sem rekla, tudi po regijah so malo različne, ni najbolj donosna, ni najbolj učinkovita, ni tudi najbolj strokovna. Ker je velika razlika, ali en zdravnik vsak dan upravlja ene in iste procese, bolj kot ne, in se s tem sooča in ima ogromno znanja, ali pa jih dobi 3-krat na mesec tazga pacienta. Pač tudi strokovnost ne more biti enaka, tako da je tukaj precej prostora še za izboljšavo, ne. In pa še enkrat bi poudarila ta vrsta nekega dialoga, ne, ki potem dejansko polno znanja imamo tudi drugi deležniki v državi. In težko je biti tudi upravljalec v podjetju, sam ne more vedeti za vse, jaz v 8 državah natančno, kaj je najbolje za 7. pa 8. državo, najbolj poznam seveda Slovenijo. Torej jaz rabim sogovornike iz te države, moje sodelavce, rabim ostale deležnike v zdravstvu, da lahko dobre odločitve delamo, kaj bo tam najbolje, najučinkoviteje, najhitreje delovalo. Zdaj mogoče čisto en tak primer, kjer se ta sodelovanja že pojavljajo več. Sem že prej rekla, različne prakse v Evropi so pa, da se ne bomo vedno samo ozirali na Nemčijo, pa Avstrijo, pa Švico, pa skandinavske države, ki so seveda nek naš cilj in mi želimo biti tam, pa imamo še kar precej korakov za narediti tja. Ampak bi pa izpostavila mogoče zelo svežo informacijo Slovaške, ki pa je nam bližja. Je vzhodnoevropska država, ravno tako se sooča z problematiko starajoče se populacije, sistema, ki je prišel iz nekih tudi socialističnih ureditev in se še ni dobro moderniziral. Tam so se ravno tako začeli zavedati vlada, ministrstvo, celotna družba, da če zelo hitro nekaj ne naredijo v dobrobit skupnega dobrega zdravljenja, bo zdravstvo razpadlo. In nedavno, to govorimo o mesecu nazaj, je ministrstvo pozvalo, sklicalo oziroma otvorilo delovno skupino, ki se bo širše nekako soočila z trenutnim stanjem in naredila strategijo za boljše zdravstvo naprej. V to delovno skupino bo povabila vse deležnike, ki v zdravstvu delujejo. In to govorim od IT družb do diagnostičnih, do velikih mašin, ki se jih prodaja, do seveda v primarnem zdravnikov in medicinskih sester, kaj je za njihovo ureditev pomembno, in ravno tako farmacevtsko industrijo, domačo in tujo inovativno industrijo.
Seveda bojo to delovne skupine po področjih, ki bojo delovali, ne pomeni zdaj, da bojo vsi deležniki hkrati in en čez drugega vsak na svoje vleko. Tu mora biti ena strateška nota, ne? Ampak to je tisto sogovorništvo, ki bi ga pričakovali, da lahko povemo vsak svoja znanja. Mi imamo ogromno znanja, ampak nimamo prilike tega povedati, različni deležniki in to prenesti naprej. Tako da tukaj imamo precej rezerv, kjer bi lahko z nekimi jasnimi diskusijami dali vse na plano. Vse na koncu je odločevalec tisti, ki bo potegnil, kar je za skupno državo koristno, ampak neka strateška vizija, kakšne vrste zdravstva hočemo imeti, kje bomo mi lahko po regijah naredili najbolj učinkovito zdravstvo, v sodelovanju torej z lokalno skupnostjo in državno neko ureditvijo in tisto, kar sem že poudarila, s pacientom v središču. Vse se mora vrteti okrog tistega bolnika, ki je pač na določen delu države in kjer te patologije poznamo. Uporaba podatkov, imamo ogromno podatkov, kazalci kakovosti, vizija tega, da je treba temeljiti na value-based outcomes, se pravi na res dobro razmišljanje, kaj je najbolj uporabiti, da bojo najboljši izhodi zdravljenja in diagnostičnih postopkov in vsega. Tako da tukaj so rezerve, kot rečem, veliko imamo znanja, ampak pogrešamo dialog, pogrešamo komunikacijo, kjer bi to lahko delili, da se potem nek strateški konsens lahko naredi in upravlja in vodi to zdravstvo naše v prave, moderne, sodobne vode. Hvala. Zdaj pa vprašanje za profesorico Beović, za vas, doktor Ostec, in za vas, gospod Lotrič. Zakaj menite, da je tak odpor do sodelovanja in prehajanja dobrih organizacijskih praks med privatnim in javnim? Zakaj je tak, zakaj smo tako zadržani do javno-zasebnega sodelovanja, pa tudi partnerstva? Kaj menite, da je tukaj potrebno spremeniti? Mislim, primer spet, ne vem, Poljske, tako kot Slovaška, oni so prenovili primarno mrežo v kontekstu javno-zasebnega partnerstva. Mislim, izgledi v Evropi so pozitivni. Zakaj pri nas taka skepsa? Če dovolite, samo eno dopolnilo k temu, kar je povedala gospa Lakner o teh praznih operacijskih dvoranah. 2/3 zdravnikov bi, če bi imeli zagotovljene enake pogoje, raje delalo vsaj delno, nekateri povsem, nekateri pa delno pri svojem osnovnem delodajalcu. Torej, te prostore je možno izrabiti, ampak seveda mora biti pogoji dela, torej in plačilo in oprema taka, da bi bila primerljiva s tem, kjer zdaj se delajo drugje. Tako da interes očitno je. To je anketa 3500 odgovorov smo dobili. Zdaj, kje je tukaj zavora? Jaz mislim, da je to eno tako sociološko vprašanje v Sloveniji. Mogoče politično, ampak to je povezano. Ne morem se pa znebiti občutka, pa nimam nekih konkretnih podatkov, bom zdaj spet na ravni ministrstva po enem splošnem govorjenju, da gre na koncu za interese posameznikov, ki so v tem sistemu nekako vpeti in jim je v interesu, da se tako stanje nadaljuje. Navzven seveda se pa javnosti razlaga, da bo pa to pomenilo, recimo, če bi šlo za javno-zasebno partnerstvo, pa privatizacija zdravstva, ker je popolnoma drug pojem. Tako bi jaz na kratko recimo povzela to, kar se mi zdi neka taka ovira. In treba bo preseči te interese, ki so gotovo zadaj. Ja, v bistvu trg samoplačništva je v Sloveniji, številka tega trga je 3%. Se pravi, da to je podatek iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Se pravi, da ta trg čistih privatnih zdravnikov, ki so na trgu, v resnici niti ne ogroža. In tudi tako trdijo Združenje zdravstvenih domov Slovenije, da je v bistvu ta trg 3% je zanemarljiv. Ampak
Po drugi strani se pa je tudi absorpcijska sposobnost tega trga privatnih zdravnikov premajhna, da bi zdaj kar objel vseh teh 60% zdravnikov, ki pač pravijo, da bodo odšli iz sistema. Se pravi, da v resnici naša naravnanost je okrepiti javni zdravstveni sistem. In jaz mislim, da tudi zasebništvo ne bo nemogoče, da bi zaraslo, da bi imelo to absorpcijsko sposobnost, zato se nimajo opreme, se je treba pridobiti koncesije dodatne. Ampak vseeno, zakaj vseeno, če imamo tak interes po okrepitvi javnega zdravstva, zakaj tega zdravstva bolje ne organiziramo? Ne vem, doktor Ostrc, kaj menite, lahko izhajate iz vaše prakse? Jaz mislim, da spet se zatakne pri podatkih. Če hočemo, bom rekel, načrtovati, ker vsi potem začnemo govoriti o mreži. Mreža pomeni, da uravnaš čisto gospodarsko ponudbo in povpraševanje in po sedanjih podatkih, recimo imamo največ diabetologov v obalno-kraški regiji, kjer imamo najmanj diabetesa, pa najmanj imamo jih v recimo pomurski regiji, kjer imamo pa največ tovrstnih bolezni, pa vemo tudi za vzroke in za vse ostalo. In jaz mislim, da rabimo najprej ta presek, se pravi, da pogledamo, ker tudi koncesionarski sistem je v svoji ideji dopolnitev javnemu sektorju. In potem iz tega lahko potem izhajamo, kaj potrebujemo, kako to mrežo zgradimo, kako privabimo, ne vem, v neke, bom rekel, bolj odročne predele, zdravnike in tako naprej. Sistemske, bom rekel, take uravnilovke, pa zdaj se že počasi ponavljam, ne rodijo rešitev. Mi rabimo pač bolj odprt, fleksibilen sistem, ampak seveda spet, ki bazira na analizah, na podatkih, na tem, kdaj rabimo in tudi ne, kaj samo v sedanjem trenutku rabimo. Ker mi, tako kot ste povedali, smo dolgoživa družba in bodo potrebe v prihodnosti, v prihodnih 5-10 letih, pa za enega specializanta, da ga, bom rekel, izobrazimo, rabimo 5-6 let. Mi rabimo načrtovati danes javno zdravstveni sistem za 10 let naprej. 10 let, ja. Kaj pa vi menite, gospod Lotrič, zakaj je taka zadržanost do implementacije gospodarskih principov v javne sisteme? Tu govorimo tudi o izobraževanju, tudi o ostalih sistemih. Ja, na splošno, se pravi, celotno razmišljanje gre po mojem v to smer, da če bi javno-zasebno partnerstvo, pa v zdravstvu recimo, lahko je tudi v izobraževanju, kjer imamo podoben primer, da se mi zdi, da ljudje razmišljajo, da enostavno ne bomo več prišli do storitve. To je nekaj zakoreninjenega v ljudeh in potem si predstavljam, da razmišljajo na način, da bo tak sistem zgradil bolnišnice za revne in bolnišnice za privilegirane. In tega pravzaprav ravno to se nam zdaj dogaja zaradi sistema državnega zdravstva. A mi tega ne razumemo, da točno potiskamo v sistem. Zdaj 3% me ne presenetilo, da je samo 3% tega. Ja, samo 3%, čistih se pravi, plačniških ordinacij. Absolutno se strinjam, da je čisti plačniški sistem na določenih nišnih področjih zagotovo nujen, ker ga ne moremo razviti v državnem ali pa javnem, bom raje rekel. Ampak vse ostale ordinacije, ki jim rečemo zdaj samoplačniške, so pa kontraprodukt, kar si mi želimo. Mi si želimo močno javno zdravstvo in ker pač ta ne deluje, se nam zraven pojavlja ta problem samoplačniških. Pa kljub temu, da jih je malo, ampak ljudje tam pridejo do storitev. In mi avtomatsko potiskamo sistem tam, kamor ga ne bi smeli potiskati. In če mene vprašate, vodenje zavodov je pač preko sveta zavodov. V svet zavodov vemo, na kakšen način se postavljajo člani, gre za to, da jih večina imenuje vlada,
legitimno, nimam nobenih težav, ampak ljudje, ki sedijo, potrjujejo direktorja, potrjujejo finančne načrte, finančna poročila. In pogledajte, finančno poročilo, redko katero v 10 letih zdaj rečemo, da je bil pa pozitiven. Ampak še vsi so dobili razrešnico za preteklo leto. Kaj je zdaj tukaj? Kdo je zdaj tukaj problema? Je direktor, je svet zavoda. Namreč korporativno vodenje oziroma v tem primeru iz podjetij preseliti v zdravstvo na način, da se obnašajo vsi člani zavoda na način, kot da je to njihovo. Se pravi, in prvi med njimi pa mora biti direktorica, direktor, ki bo na enak način doumel svojo pozicijo. To se pravi, vodim ta zavod in želim, da posluje dobro za ljudi in želim, da posluje pozitivno. In meni se zdi, da ne vem, da bi s tem naredil kar velik stres, pa to bi bilo potrebno sigurno en piloten projekt, kar nasplošno se mi zdi, da to manjka v Sloveniji, da bi naredili nek poskus, za katerega bi vsi dobro vedeli. Ampak recimo upravljanje bolnišnic na način socialnega podjetništva. Torej, pomeni to skoraj kot podjetje, vendar vsakakršen večji priliv kot odliv, a ne kakorkoli večji prihodki nad odhodki, gredo nazaj v proračun države. Ampak dati svobodo direktorju s podporo nadzornega ali sveta zavoda, pa jaz mislim, da to je samo stvar zaupanja v ljudi. Ali smo toliko sposobni, da postavimo sposobne ljudi in da oni odločajo. Pravilno je, da seveda vsakokratna vlada, bom rekel, ni treba, da jih zamenja, ampak da mora zaupati in mora biti dobro sodelovanje z svetom in se pravi ministrstvo, svet, direktor. Ampak zakaj ne bi en pilotni projekt naredili za temu socialnim podjetništvom? Vem, da se dotikamo takoj plačnega sistema, ampak z enim leksom bi pa morbiti to lahko naredili, tako kot smo imeli primer, nagovarjamo tudi eno pilotno pokrajino, zaradi tega, da ne skočimo kar v bazen z ne vem kakšno nizko vodo. Tukaj noter se mi zdi, da je v glavnem ta model iz zasebnega, dajmo preslikati v javni in potem govora, gospa Lahner, neko rečete o sistemih vodenja, o sistemih kakovosti, poznamo PDCA krog, se pravi nekaj pač planiraš, izvedeš, nadzoruješ in popraviš. Skratka, mislim, da je pa to je pa potem vodenje, ki ga pa pač vsi, ne vsi, ampak večina tistih, ki so ekonomisti, ki znajo razmišljati in so tudi seveda zdravniki, ne govorimo o izobrazbi, pa več po polju dela, zagotovo lahko tudi upravlja. Pomembno je pa še nekaj, sami veste, da oseba, ki vodi organizacijo, mora biti tudi spoštovana in mora znotraj uživati zaupanje zaposlenih. Vse se da na ta način narediti. Ja, prosim. Eno zelo pomembno točko ste izpostavili tukaj, zaupanje. Zaupanje, torej vodje od svojih sodelavcev, ampak vodja tudi sodelavcem in seveda potem v tem primeru vodja, direktor današnje ene inštitucije, v tem primeru ministrstvo oziroma drugem upravljalcu. To je en pomemben segment, ki ga premalo opažamo v zdravstvu. In potem s tem seveda pokazatelj nekih dobrih praks, dobrih rezultatov. Mi imamo pravzaprav, ne glede na to, da trenutno se posod govori katastrofa, naše zdravstvo razpada, nekaj se, ni res. Mi imamo še vedno izjemno dobro uravnavano zdravstvo, ne glede na to, da ja moramo precej del čakati na kakšen poseg ali pa na kakšno preiskavo, kot smo prej. Verjemite, res 8 držav direktno delam, super smo. Seveda je, bom rekla, prostor za izboljšanje nujno potreben. Ampak zaupanje je nekaj, kar moramo skupaj kreirati, skupaj z mediji tudi kreirati. Zaupanje v zdravnike, ki so vrhunsko izobraženi in pripravljeni se res žrtvovati za svoje bolnike. Zaupanje v sisteme, v procese, pa ta dialog, ki je izboljšava, ki je nujno potrebna. Sicer pa vsak direktor mora imeti tudi jasne cilje in kazalce kakovosti svojega upravnega dela. Jaz jih imam tudi. Vsako leto jasne cilje, zelo visoko postavljene, jih moram dosegati in jih moram zagovarjati. Ni samo zato, da te nekdo kontrolira, gre za to, da se sam usmerjaš, da pri obilici raznih stvari, ki pridejo, znaš vedno najti fokus in rdečo luč, kam greš ti naprej. Kje je tisto, kar pripelje moje podjetje oziroma neko ustanovo, inštitucijo v pravo smer naprej. Kaj je naša
realna strategija, da se ne zgubimo med tistim zakonom. Tako da vsi moramo imeti res in cilje, na nek način kontrolo z tega, ampak zaupanje, medsebojno zaupanje je izjemno pomembno. Preden damo besedo publiki, bi še vaju prosila, bi morda tudi s kakšno mislijo dopolnila ter mnenje. Doktor Ostrc, profesor. Jaz mislim, da je bilo večina povedanega, ne? Jaz, tako kot ste rekli, in to se mi zdi pomembno, da to pove nekdo, ki ni neposredno, bom rekel, proizvodni in v zdravstvu. Naše zdravstvo deluje, ne? Deluje. Javni zdravstveni sistem je dober, ne? Zdaj moramo ga narediti, ga izboljšati, ga narediti boljšega in nikakor si ne smemo dovoliti, da bi ga z nekimi, bom rekel, parcialnimi rešitvami destabilizirali kakorkoli. Se pravi, jaz mislim, da tako kot še enkrat na nivoju delodajalca in delavca mora biti dosežen konsens, seveda se vsi želimo primarno, da krajšamo čakalne vrste. Jaz mislim, da ga ni zdravnika med nami, ki tega ne bi primarno delal, ampak zato morajo biti jasni kadrovski pogoji, mora biti oprema, mora biti konec koncev tudi finančni pogoji za to, da se to upravlja. Bi mogoče še vi dopolnili? Ja, mogoče to besedo zaupanje. Jaz mislim, da je to del tega, kar so zdravniki menili v anketi kot skrb za kadre, za zaposlene. Na eni strani zaupanje v njih osebno, seveda, pa tudi zaupanje v stroko. Tisto, kar nas v zadnjem času bremeni, so ta nova razmišljanja v družbi, ne samo pri nas, ki nekako izničujejo pomen stroke. Gospod Lotič je omenil veterino, to se pojavlja povsod. Mislim, da je pomembno v družbi gojiti neko spoštovanje do stroke, katerekoli, do nekoga, ki nekaj zna razmisliti, zna narediti. Po drugi strani so pa ti pogoji dela, skrb za zaposlenega, večinoma pri zdravnikih pravzaprav skrb za to, da zdravnik lahko dela, da ima na razpolago opremo, da razvija neko področje, ki pomeni pomemben javnozdravstveni problem in ga bi on želel reševati. Jaz moram reči, da vsi ti vrhunski dosežki slovenske medicine, se sliši grobo, ampak pogosto so nastali navkljub vodenju zdravstva. Ne zato, ker bi jih ustanova ali pa ministrstvo pri tem podpirala. Saj čez leta in desetletja vendarle razvijete to svojo stroko, da je primerljiva z mednarodno, da lahko nekaj nudite svojim pacientom, ampak ta organizacija okrog tega zdravniškega dela je pa zelo pogosto nasprotovanje in ne podpora. Spet gre v bistvu za zaupanje. Zaupanje v bistvu dela tudi sistem generalno odpornejši, ne? Odpornejši proti krizam, proti epidemijam, proti kakšnim velikim pretresom, ne? Ja. Dajem besedo občinstvu za kakšno vprašanje, za kakšno mnenje, za kakšen komentar. Aha, tukaj le. Ta gospa ima vprašanje. Aha, pa tudi, gospa poslanka, takoj. Maja Puklavec-Ferjančič, jaz sem zobozdravnica, koncesionarka za študente. Tako kot je že prej kolega dr. Ostrc malo ošvrknil, pač to uredbo, ki že velja s 1. oktobrom in se bo začela izvajati z 1. januarjem, bo usodno vplivala pač na zobozdravstvo za študente. Skratka, od 1. januarja bodo bele zalivke nizkotno, strahovito ponižujoče, skratka ovrednotene strani ZZZS-ja za paciente do 26. leta. Zdaj, jaz si upam trditi, da smo v 20 letih trdega dela spravili pač nivo storitev zobozdravstvenih za študente na izjemno visok nivo, se pravi na tak nivo, kot si ga mladi tudi zaslužijo. Da delamo z sodobnimi aparaturami, tehnologijo, materijali, ki jih pač študentje cenijo, po njih povprašujejo in so ta moment
za njih pripravljeni tudi doplačati. Zdaj želela bi upozoriti, da tu ne gre samo za neko belo zalivko, neko belo plombo, ki pač zapolni tisti prostor v zobu, tisto luknjo, ampak da gre tukaj za natančno izdelane storitve, natančno izdelane plombe, ki svojo morfologijo pač vplivajo na, če so slabo narejene, na hitro narejene, kot se zdaj bo zahtevalo v bodoče od nas, lahko vplivajo na težave s čeljustnim sklepom, skratka z njimi lahko uravnavamo bruksizem, potem defekte po raznih bulimijah in tako dalje, lahko z njimi saniramo. Zdaj, z 1. januarjem nas pač vlada in ZZZS silita v znižano kvaliteto teh storitev, kar pa sem jaz prepričana, da si mladi ljudje, študentje, katerim izvajamo te storitve, pa tudi mi skrbni zobozdravniki ne zaslužimo in se s tem ne strinjamo. Zdaj, dialoga ni, zgodba se bo zgodila čez 2 meseca. Hvala. Kakšen komentar? Mogoče dr. Osterc, kolegica, kako pa na kliniki na to gledate? Ja, v bistvu katalog storitev v zobozdravstvu je tam nekje iz zgodnjih 80-ih let. In tega se nismo v Sloveniji nikoli lotili. Zdaj je to zato, ker je pač, bom rekel, zobozdravstvo minoren delež v sredstvih ali ne, ampak kakorkoli. Spet, tako kot ste že sama povedala, dialoga ni. Mi v Sloveniji v bistvu, jaz verjamem, da če bi potekala, bom rekel, tako kot v nekih normalnih sistemih, resna pogajanja med izvajalci in med plačnikom, da se da priti do nekega konsenza, bom rekel, enostransko uveljavljanje neke cene pa sigurno potegne za sabo posledice. Tudi v gospodarstvu veste, da če te pač sili v neko proizvodnjo nečesa z vedno nižjimi stroški, na koncu kvaliteta produkta pač kakorkoli je, upade. In jaz mislim, da pač v zdravstvu smo strokovnjaki, vedno pač smo stali in stojimo za svojimi storitvami. Vendarle pač gre za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Smo zato tudi, bom rekel, na koncu odškodninsko in kazensko odgovorni in pač si, bom rekel, hitrega in rokohitrskega dela pač ne moramo privoščiti. Hvala. Poslanka Iva Dimic, izvolite. Hvala lepa, res bom rekla gostom, ki so podali, lahko rečem, oceno trenutnega stanja v zdravstvu. Je pa res, zdravstvo je, ali pa zdravje je zelo visoka vrednota, zato tudi ljudje smo pripravljeni za to plačati tudi še nekaj več. Dokdaj bo to šlo, ne vem, ampak mislim, da pa vsa izhodišča bi morala sloneti na pravicah pacienta. Če izhajamo iz tega, da bomo pacientu zagotovili varno, kakovostno, hitro, učinkovito zdravljenje ali pa oskrbo, se pravi storitev, se mi zdi, da je potem zadeva jasna in to večkrat tudi ima možnost kot politik seveda to ministrstvu predlagati in lahko rečem, da se mi zdi za razmere, v katerih smo, ne sprememba zakona, kot ga predlaga vlada, ampak da se v središče postavi pacienta in da denar sledi pacientu. Da uporabimo vse proste kapacitete, ki jih imamo trenutno v slovenskem zdravstvenem sistemu. Omenili ste 3% zasebnikov, se pravi, ne vem, česa se bojimo, in seveda, da zagotovimo ljudem to, pa me zanima, kako vi na to vidite. Ravno odhajam malo prej, ker imam v Državnem svetu predstavitev tega zakona o varstvu in zdravstveni dejavnosti. Hvala lepa. Kakšen komentar? Mogoče je čist konkretna situacija, v kateri se vidi, da denar ne sledi pacientu. Kar v številnih zdravstvenih domovih se je v zadnjem času zgodilo, da so zdravniki odšli. Odšli so v drug, recimo zdravstveni dom ali nekam pač delati naprej, v resnici isto delo, nekateri tudi ne, nekateri na bolniško. Ampak če bi v tem primeru zdravstveni dom, ki so ga zdravniki zapustili, izgubil ta program in bi bil program prenešen skupaj z zdravnikom nekam drugam,
Bi seveda, če ne bi bilo to res na drugem koncu Slovenije, večino zdravnikov iz občine Ljubljana je šlo v okoliške občine, bi v bistvu lahko bolniki ne imeli več zdravnika na Viču, stanujejo pa v Zalogu, ampak bi se peljali recimo v Domžale, ker je zdravnik tam. Po zdajšnji zakonodaji ostanejo ta sredstva, mislim, da še 2 leti v zdravstvenem domu, čeprav nimajo več izvajalca, ki je potreben za pač uporabo teh sredstev. To je, mislim, da zelo nazorno. Ja, mislim, da je tukaj ena od osnov, tudi kot smo rekli, ne, se pravi, že tako smo videli, da je patologija malo različna po državi in da potem v takih primerih, ko bolnik tudi pride mogoče na eno primarno obravnavo v terciarno ustanovo, živi pa popolnoma na drugem koncu, imamo 2 terciarni ustanovi samo. Torej, absolutno mora biti celotna obravnava tega bolnika smatrana tam, kjer je, kjer živi, kjer je tudi njemu najbolj dostopna in denar mora slediti bolniku. In zelo pozdravljamo to, da se v bistvu, to se naša komisija tudi že dolgo časa prizadeva na ta način pravzaprav predstaviti možne izboljšave in tukaj so prihranki v trenutnem delu proračuna, ki gre za zdravstvo, imamo rezerve in se da bolje upravljati tudi s temi finančnimi sredstvi. Čeprav bom dodala zraven, jaz se borimo, da bomo prišli na 10% bruto domačega proizvoda, mi imamo starajočo se populacijo, se moramo tega zavedati, da je to v bodoče bo to postalo veliko breme celotne države, če ne bomo dovolj kmalu druge strateške vidike dali. Ampak absolutno denar mora slediti bolniku. Hvala, ker smo tik pred zaključkom, bi dala vsem eno samo vprašanje. Kje menite, da je mogoče najti skupne rešitve, ki presegajo te konflikte in da, kot sem rekla, da zmanjšamo ta odpor do te diskusije drug z drugim, deležniki med sabo in da tudi v bistvu mi pacienti, ne, ki smo, vsi smo pacienti, vsi tukaj v dvorani smo pacienti ali pa bodoči pacienti, ne, vzpostavimo zaupanje do tega, do teh pogovorov, do regulatorja. Kje vidite to rešitev? Mogoče kar z vami, ja. Pa gremo po obratni poti. Po obratni. Se opravičujem, Iva Dimic, za pozdrav, absolutno. Jaz mislim, da zdaj je bilo veliko govora o pacient mora biti na sredini vsega in če bi se poskušali zamisliti, kaj pa je pravzaprav to, se meni pojavi nek trikotnik, o katerem vemo, da je v sredini recimo pacient, nekje je zdravstvena politika, se pravi vlada kreira to zdravstveno politiko, na drugi strani imamo izvajalce, se pravi vso stroko, in na tretjem delu trikotnika imamo pa zavarovalnice. In namenoma rečem zavarovalnice, zaradi tega, ker če nekdo od teh 3 pač solira oziroma ima monopol, potem pač ne bomo mogli priti do rešitve, ker bo zmerom pretehtal samo ta glavni njegov element, bi rekel, kaj pa vem, zaslužka, uveljavljanja moči, karkoli. Jaz bi rekla, ja, pacient v središču in dialog na vse strani vseh deležnikov, ki smo vključeni v to. Željo po sodobnem, dobro dostopnem javnem zdravstvu. In zaupanje za dobronamerne rešitve, ne? Tako, zaupanje pač je temelj vsega, kar želi dobro, kar lahko dobro deluje. Ja, izvolite. Poskušamo opozarjati, ampak ne, saj ne rabim. Ampak poslušajte, gospodarstva nihče v Sloveniji ne posluša. Poslušajo NGO-je in to je na celi črti, poglejte, kaj se dogaja v kulturi. To, da mi danes v omizju nimamo nikogar od tistih, ki o teh rečeh odločajo, poslušajte, to ni dialog. Dajmo reči Bobu Bob, politika nas ne posluša. In mi rabimo dialog, pogovor, v katerem bomo mi vsi slišani.
Brez tega nikamor ne bomo prišli. Mi smo se ravnokar vrnili iz Amerike, MČM delegacija, kjer smo ves čas poslušali samo o tem, kako odlično sodeluje gospodarstvo. Danes tudi nič nismo rekli o izobraževanju, a smo mi zadovoljni z izobraževanjem zdravnikov, medicinskih sester in tako naprej. In civilne družbe. Kdo nas pa v Sloveniji posluša? Danes sta tukaj Anže in... Drugega poslušamo. Ne, danes. se ne posluša. Ne, ni Ja. tistih, ki o tem odločajo. Marko, zelo lepo, da si prišel, ampak sam veš, da državni svet ga tudi odločevalci ne poslušajo. Sorry, morala sem to dodati, ker govorimo o dialogu, pa ga nimamo. No. Hvala. Ja, izvolite. Ja, jaz zelo dobro ste omenil ta trikotnik, ne? Že prej sem se hotela oglasiti. V bistvu, jaz sem tudi zdravnica, zobozdravnica, koncesionarka in sem to novelo dojela zelo kot napad. Kot osebni napad, ne samo napad kot, se pravi, zdravstvenega delavca, ampak je zelo posegal v moj oziroma osebni prostor kolegov. In, Tako kaže tudi anketa. In tako, kot ste omenili, trikotnik, ne, ostali, ja. to je tipičen dramski trikotnik, kjer imamo na drugi strani napadalca, ki ne želi rešitve, ampak je to res poseganje v osebni prostor in jaz kot, bom rekla, danes sem zadovoljna v svoji koncesijski ambulanti, delamo dobro, delamo presežke, smo v bistvu v vseh pogledih uspešni, ampak te napadi nas silijo v vprašanje, ali še želimo ne samo v javnem sistemu delovati, ampak v celotnem zdravstvenem sistemu. Ne? Tako da, jaz bom rekla tako, no, da sem mogoče dojedla tole novelo kot napad na presežek, ki sem ga osebno in v svojem poklicnem področju uspela ustvariti in ga nekdo napada in mi ga želi vzeti in tega mislim, da mi, ki smo presegli to mejo, ne bomo dovolili. Tako da. Hvala lepa za vaše mnenje. Res bi se, hvala lepa za vaše mnenje. To, podobno so doživeli to novelo tudi ostali zdravniki v anketi zdravniške zbornice, ampak če bi se regulator na to novelo pripravil z argumenti in ne samo z dejstvom, da bo sistem zanihal, če bi bila debata argumentirana, bi bil dialog, bi se pogovarjali o dejstvih, ne bi se pogovarjali o teh čustvih, ki jih zdaj ta debata prinaša na plan, kar je logično, ker ni dejstev. To je bistveno sporočilo nas, ki smo pripravljeni še vedno delati za javni sistem dobro. Jaz lahko strdim za svojo ambulanto, da delamo dobro, ne dovolimo pa omejevanja tega, da v svojem življenju ustvarim presežek, ki ga želim konec koncev tudi za svojo osebno zadovoljstvo. Ja, sej ta čustvena debata, ja. Hvala. Jaz bom ta dialog nekako apliciral na to, ko sem deloval kot državni sekretar, sem se veliko ukvarjal z ekonomsko-socialnim svetom. In tam imamo ta trikotnik delodajalcev, vlade in pa delojemalcev. In v bistvu sem večkrat slišal, da moramo vse tri strani doseči soglasje. In jaz sem enkrat na eni pogajalski skupini rekel, da ga ne smemo doseči, ker ima vsak od nas lastne interese. In jaz mislim, da tako, kot smo danes slišali, vsak od nas more povedati svoj interes, bom rekel, igrati odprto igro, ampak potem pa nastopi kome šele dialog. Se pravi, takrat se pa moramo začeti ne samo govoriti, ampak se spet poslušati, imeti pacienta v središču tega trikotnika in razumeti vsak deležnik v tej igri, da obstaja nek višji cilj in jaz mislim, da, tako kot slišim, gospodarstvo razume, da ne gre samo za to, ampak da ve, da če ima zdravega delavca,
v bistvu tudi njegovemu podjetju gre v redu in boljše. In na koncu je potrebno doseči kompromis in mi moramo doseči nek družbeni konsens o teh spremembah. Družba si, vsi državljani seveda upravičeno si želimo spremembe, ampak brez nekega konsenza spremembe so mogoče, ampak ne bodo pa verjetno uspešne. Ja, na dejstvu temelječ konsens, ne. Prva beseda je bila vaša, profesorica Beović, pa zaključno besedo bom dala tudi vam. Prosim, povzamite malo in tudi to debato na temo zaupanja, motivacije zdravnikov za delo v sistemu in povejte, kaj je vaš naslednji korak v kontekstu novele. Ja, hvala lepa. Torej, začela bom z tem, kar je bilo že omenjeno in v bistvu mora biti omenjeno vsakokrat. Mi moramo v državi preskrbeti potrebne zdravstvene storitve bolnikom in prebivalstvu kot preventiva. In tukaj moramo združiti vse sile in kakršenkoli ukrep, ki bo omejeval, ločeval in podobno, ne more biti v smeri tega, da bomo čim več storitev prinesli iz javno zbranih sredstev, seveda tistih, ne, to moram poudariti, ki so za zdravje pomembne. Teh več po neki, ne bom omenila, pa bom omenila besede košarice, tudi o tem se moramo pogovarjati, kaj je tisto, kar je res pomembno in kaj ni, se pravi način financiranja in tako naprej. Zaupanje. Jaz gledam vendarle optimistično na današnji dogodek. Res ni odločevalcev, ampak zdravnikom nam veliko pomeni, da nas poslušate, predsednik Državnega sveta, Gospodarska zbornica, AmCham. Tudi med seboj se moramo pogovarjati, se slišati, da, ker jaz v bistvu tudi ne vem, kako razmišlja gospodarstvo in zdaj trenutno se pač pogovarjamo o zdravstvu. Skratka, več pogovora v državi med različnimi družbenimi skupinami bi verjetno povečalo zaupanje. Jaz še vedno razmišljam o tem, da je treba naprej vztrajno voditi kulturni dialog z vsemi. Kljub temu, da nasproti vam stoji nekdo, ki vas želi v bistvu dobesedno žaliti, poniževati, govoriti o tem, da itak nismo sposobni sprememb, ker smo neka marginalizirana skupina, tako rekoč, citiram besede ljudi od včeraj. Od včeraj, ja. Vendarle, ostati moramo na tej ravni, ostati in čez leta se pri takem vztrajanju, jaz še vedno mislim, pokaže nek učinek. Res pa ta zakon spremlja ena temna senca tega, da posega v ene državljanske pravice ljudi, enkrat zdravnikov, zdravstvenih delavcev, drugič na podoben način tudi na kakšno drugo skupino. Tega se pa moramo zavedati, ker v zgodovini so se zgodile situacije, ko so te temne sence postale pa dominantne. In zato odprt pogovor, komunikacija, da vsi vemo, kaj kdo razmišlja. Hvala lepa. Spregledala sem željo še po enem mnenju, vprašanju, pa samo še izvolite, gospod Logar. Ja, hvala, se opravičujem, da upadam po zadnji besedi. Ampak mislim, da je največja dodana vrednost ravno to, kar je danes publika povedala, v to, v kaj v bistvu sistem s svojim slabim delovanjem sili tisti, ki so odlični na svojem področju. Ministrica Prevolnik Rupel je ob prezentaciji tega zakona, o katerem danes govorite, na 24 ur zvečer rekla, da ne ve, kakšen vpliv bo imelo to na čakalne vrste, da ne ve, kakšen vpliv bo imelo to na zdravstvene delavce in da bomo videli, kaj se bodo zgodili. Zdaj, danes ste predstavili javnomnenjsko, ki ste naredili, vemo zelo jasno, kakšne bodo te posledice. Slabe, neugodne in dejansko pritiskajo na učinkovitost nekega sektorja in s tem poslabšuje naš življenjski sistem, če lahko tako rečem. Skratka, po vseh teh informacijah bi človek pričakoval, da ministrica umakne ta predlog ali da ga ustrezno prilagodi glede na te stvari, ampak ne, simptomatično vlada z trmari s tem zakonom naprej in ga postavlja kot
neka prelomna točka, češ, zdaj boste pa videli, kdo v tej državi odloča. In mi imamo problem s tem, sej ni samo zdravstvo problem so tudi ostala področja. Mi smo enostavno napovedali vojno odličnosti. Skratka, tistemu, ki je dober na svojem področju, mora biti že nekaj narobe, ker treba vzdrževati mediokriteto, zato da lahko v tej mediokriteti naprej ustrajamo. Zdravstveni sistem je sam najbolj viden, ker so bili na začetku napovedani pompozni ukrepi, ki jih potem ni bilo, ko je minister odletel, jaz sem njemu že takoj zgodaj rekel, če je prepričan, da ima podporo predsednika vlade, v trenutku, ko se bo lotil nekega zavoda in tako naprej, je trdil, da ja, takoj, ko se ga je lotil, je minister moral oditi. In v bistvu, tle mi doživljamo v našem okolju to, kar je na nekem drugem, širšem spektru hotelo povedati Draghijevo poročilo. Čas je za nek prelom, kjer dejansko mi moramo spoštovati pa upoštevati in spodbujati kakovost, ne pa to, da smo vsi enako poprečno revni. In tukaj se bije torej ta bitka, moj apel je, čeprav sem iz politike, ki je verjetno ne zaupate je, da je treba ustrajati. Da je treba ustrajati. Tisti, ta najbolj ustrajni bo na koncu zmagal in škoda bi bilo, da bi zmagal tisti, ki še naprej navija za mediokriteto, naj zmaga tisti, ki naj navija za kakovost. Samo to, kot konc te debate. Hvala lepa za tole. V bistvu bom vzela vašo misel kar za izhodišče in bom to našo diskusijo zaključila tudi zato, ker smo obljubili, da bi mogla biti zaključena že pred 10 minutami. V bistvu na začetku sem povedala, da je to verjetno 20. dogodek Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja, kar definitivno dokazuje, da smo vztrajni in da se skozi zavzemamo v bistvu za rešitve. In jaz bi tudi želela zaključiti to naše današnje srečanje v kontekstu, da je javna razprava končana. Mislim, da je danes 8. dan po zaključeni javni razpravi. Jaz si želim, da bi nas, kljub temu, da nekoga regulatorja tukaj predstavnikov ni, da so nas slišali, da smo slišani in da bodo vse te več kot 100 teh pripomb prišlo na to novelo, da jih bo zakonodajalec resno obravnaval in da pride iz vse te debate, ki je res mogoče nevključujoča, kar ni prav, vseeno ven novela, ki bo ali pa neka nova pozicija, kjer bo ta dialog omogočen. Hvala vsem, ker ste se danes udeležili. Vabim vas zunaj na klepet in še na neformalno debato in se vidimo na prihodnjem dogodku na MČM-a. Hvala lepa. Lep dan in uspešen dan želim. Ja, živjo. Midva se pa vidva.